v državi, kjer te tedensko presenečajo stvari v negativnem smislu strani vlade, so nekatere druge interpelacije dobile prednost. Naprimer, minister Dikaučič, mislim, da je celo vaša hiša danes objavila, pa se opravičujem, če ni res, ker je toliko teh informacij, da minister Dikaučič ne želi plačati komunalnega prispevka pri pravnomočnem gradbenem dovoljenju. Veste, mi imamo ministra za pravosodje, ki je v sodni preiskavi zaradi utaje davkov in poneverbe listin, zraven noče plačati komunalnega prispevka za pravnomočno gradbeno dovoljenje in še zmeraj nihče nič ne vidi v tej vladi, da bi bilo kaj narobe. Veste, delijo to državo na prvorazredne pa drugorazredne. Prvorazredni lahko kršijo zakonodajo, si jo prilagajajo sebi, vsi ostali pa ne bi bili tiho, zato da bojo razmere v državi umirjene. Pa smo daleč od tega. Jaz bi še enkrat rad poudaril, ta vlada je spustila epidemijo iz rok in upa, da se bo populacija prekužila po naravni poti in se bo s tem rešila zadeva. Kljub temu, da je vsa opozicija že oktobra 2020 prvič sklop rešitev predlagala. Med njimi je bilo tudi prezračevanje in pa čiščenje zraka. Pa še do danes tega niso uredili. Ok, se opravičujem, res se opravičujem. Minister Tonin je za ministrstvo za obrambo kupil prezračevalnike zraka, ne pa za šolo, ampak ok. Ta vlada resnično napada vse avtonomne pa neodvisne institucije in jih podreja. In ta vlada ne spoštuje sodišč, ker ne spoštuje sodb. Zdaj se pa spomnite 2 leti nazaj, 3, 4, 5, 10, 15. Spremljali ste politiko in minister ni spoštoval sodbe sodišča. Odstopil je. Ministra so ujeli, ker ni plačal komunalnega prispevka in je celo rekel, da ga ne bo plačal, ampak bo on kar gradil. Ja, odstopil je, ker je bilo to normalno. In ni več normalno. In zato ne moramo biti tiho in zato moramo opozarjati kljub temu, da v parlamentu nimamo 46 glasov. Ker ko si tiho, se lahko samo še luč ugasne in nič drugega.